kosec na 7. dan. Molimo. Dobri Bog, odpusti grehe svojemu ljudstvu. V svoji slabosti smo se zapletli v grešne vezi, ti nas reši s svojo dobroto. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog brani odrešenika. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Slišim šušljanje mnogi, groza naokrog. Naznanite ga, ovadimo ga. Celo moji prijatelji prežijo, da se spotaknem. Morda se da preslepiti, potem ga imamo v oblasti in se bomo maščevali nad njim. Toda Gospod je z menoj kot silen junak. Zato se moji preganjalci spotaknejo, nič ne premorejo. Zelo bodo osramočeni, saj nič ne dosežejo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki skušaš pravičnega, ki preiskuješ obisti in srci, daj, da vidim tvoje maščevanje nad njimi. Tebi sem namreč zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudobnežev. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. Ljubim te, Gospod, moja moč, Gospod, moja skala, moj grad, moj osvoboditelj, moj Bog, kamor se zatekam. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. Ljubim te, Gospod, moja moč, moj Bog, kamor se zatekam, moja pečina, moj ščit, rok moje rešitve, moja obramba. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. Obdali so me smrtni valovi, prestrašili so me pogubni hudourniki, vezi podzemlja so me objele, smrtne zanke so me zajele. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. V svoji stiski sem klical Gospoda in vpil sem k svojemu Bogu. Slišal je moj glas iz svojega templja in moj klic je prišel do njegovih ušes. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju. Gospod z vami iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas so Judje pograbili kamne, da bi kamnali Jezusa. Jezus jim je rekel, mnogo dobrih del sem vam pokazal od očeta, zaradi katerega od teh del me hočete kamnati. Judje so mu odgovorili, zaradi dobrega dela te ne kamnamo, ampak zaradi bogokletja, ker se ti, ki si človek, delaš Boga. Jezus jim je odgovoril, ali ni zapisano v vaši postavi, jaz sem rekel, bogovi ste. Če je imenoval bogove tiste, katerim je bila govorjena Božja beseda in se pismo ne more vreči, ali boste njemu, ki ga je oče posvetil in poslal na svet, očitali bogokletno govoriš, ker sem rekel, sin Božji sem? Če ne vršim del svojega očeta, mi nikar ne verujte. Če pa jih vršim, tudi če meni ne verujete, verujte delom,
da boste spoznali in se prepričali, da je Oče v meni in jaz v Očetu. Hoteli so ga zgrabiti, pa se je umaknil v njihovi roki. Odšel je spet čez Jordan, v tisti kraj, kjer je Janez najprej krščeval, in je tam ostal. Mnogo jih je prišlo k njemu in so govorili: Janez ni storil nobenega čudeža, toda vse, kar je Janez povedal o njem, je bilo resnično. In mnogo jih je tam sprejelo vero vanj. To je Kristusov evangelij. Nadaljujemo torej s prebiranjem evangelija po Janezu, ki ves ta prizor, ki smo ga danes slišali, to pregovarjanje na nek način med Jezusom in med farizeji, med Judi, postavi kar v tempelj. Vsi drugi tri evangelisti ta prizor, te besede, ta dvoboj postavijo v čas procesa proti Jezusu, ko se Jezusu že sodi. Medtem ko evangelist Janez pravzaprav celotno Jezusovo življenje predstavi kot sodni proces in zato ta četrti, zadnji spor med Jezusom in Judi postavi torej v Jeruzalem, v tempelj. V tem današnjem dialogu se počasi tudi že oblikuje tisto, kar bo postalo obtožnica Jezusu, tisto, zaradi česar bo Jezus na koncu obsojen in usmrčen. Namreč to, da se dela Božjega sina. In na nek način je ta debata, to pregovarjanje med Jezusom in Judi pravzaprav velikokrat tudi naša debata, naše pregovarjanje med Bogom in med nami, ki morda Božjega sina ne sprejemamo kot takega, ampak bi ga hoteli drugačnega. Boga, Božjega sina, kot nekoga, ki bo prišel z močjo, kot nekoga, katerega premoč bo očitna, kot nekoga, ki se mu nihče ne bo mogel upreti. Jezus prihaja drugače in tudi predstavlja drugačnega Boga. Bog je Gospod, Jezus ga predstavlja kot tistega, ki služi. Bog, ki je pastir, Jezus ga predstavi kot tistega, ki je jagnje. In beži našim predstavam, beži našim idejam, zato, da ne bi, predvsem to, da ne bi nikoli padli v to skušnjavo, da bi si mi Boga v resnici, da bi ga zapirali v naše predstave. Velikokrat se zdi, da je Bog krivičen in ga ne prepoznamo, zato ker ne izpolni naših pričakovanj. Ampak Bog ni nikoli tega obljubil, da bi izpolnil naša pričakovanja. Bog izpolnjuje svoje obljube, obljube, ki jih je dal, da bi se lahko mi iz tega dialoga med Jezusom in Judi kaj naučili, da bi lahko ravnali bolj modro, kot so ravnali ti Judje, ki so na koncu Jezusa zavrgli, da bi ga lahko v tem njegovem trudu, da bi nam bil blizu, da bi nam razložil, da bi ga lahko prepoznali, da bi lahko umrli svojim predstavam in odprli srce, odprli oči za to, kar on ponuja, in ga sprejeli na način, na katerega on sam prihaja.